Na audienci s papežem Frančiškom je bilo 4. februarja približno 1100 podjetnikov iz 51 držav, ki so se v Rimu zbrali na srečanju Ekonomija in občestvo. Gre za poslovni model, ki se je oblikoval na pobudo Chiare Lubich, ko je pred 25 leti v brazilskem São Paulo podjetnike povabila, naj postanejo zastopniki občestva. Ko so v ekonomijo vnesli dobro klicev občestva, so s tem začeli globoko spremembo v načinu gledanja in življenja podjetniške dejavnosti. Papež Frančišek je v svojem nagovoru med drugim tudi spregovoril o revščini. Kapitalizem še naprej proizvaja škartirano blago, ki ga zatem želi popraviti. Glavni etični problem takšnega kapitalizma in ustvarjanja odpadkov, ki se jih na to hoče skriti ali jih popraviti, da se jih ne bi več videlo. Velika oblika revščine določene civilizacije je, da ne zna več videti svojih revežev, ki se jih najprej odvrže, zatem pa še skrije, je poudaril papež Frančišek in bil pri tem zelo konkreten. Gli aerei inquinano l'atmosfera, ma con una piccola parte dei soldi del biglietto. Letala onesnažujejo okolje, a z malim delom denarja od letalskih kart bodo zasadili drevesa in tako popravili del povzročene škode. Združbe iger na srečo financirajo projekte za zdravljenje patoloških odvisnikov od iger, ki so jih same ustvarili. In ko bo industrija orožja financirala bolnišnice, kjer se bodo zdravili otroci, ki so jih pohabile njihove bombe, bo sistem dosegel svoj vrh. Il sistema avrà raggiunto il suo culmine. Questa è la ipocrisia. L'economia di comunione. Ekonomija občestva, če hoče biti zvesta svoji karizmi, ne sme samo zdraviti žrtev, ampak graditi sistem, kjer bo žrtev vedno manj, kjer jih po možnosti sploh več ne bo. Dove possibilmente esse non ci siano più.